postavimo naše slajde. Upam, da vidite. Ja? Se vidi? Upam, da ja. Ja, Hvala vidi se. hvala za odgovor. Vidite, to imam rad, tole mi malo, da me malo lepo vmes poveste, to je super. Ok, poglejte, javni predlog, bomo zdaj o tem govorili. Gre za zakon o etičnem varstvu osebnih podatkov, povezanih v storitvah. In pogledali si bomo nekaj točk. Najprej kratek uvod, kaj sploh EZVDZ je. Potem bomo pogledali, zakaj je do tega prišlo, to zakonodajno ozadje, kako je do tega ozadja prišlo. V tretji točki, kaj je potrebno, da se ena taka stvar uradno sprejme, da se da v javnost, da se tudi posvetujemo drug z drugim, to, kar zdaj tudi počnemo že en mesec in več. In potem po točko 4 proaktivni ukrepi za digitalno zasebnost. Kaj moramo narediti, da ne pride do tega, o čemer sem zdaj v uvodu povedal, in sem zato, ko sem stopil pred mikrofon, spoznal, ker sem si prej program pripravil, da je bolje, da vam v uvodu povem te misli, zato da boste skozi to, kar bom zdaj govoril, veliko lažje razumeli, o čem govorim in kako pomemben je vsak naš podatek. Ne. Podatek je, da imam recimo kriv nos, eden ima podatek, da škili, eden ima podatek, da šepa, eden ima podatek, da ne zna kolopela, da rabi drugo pomoč. Veste, vse to so podatki. Ne? In pol bomo pogledali družbeni vplivi in etični vidiki, kako družba lahko podatke izkrivlja, ali pa jih uporabi v dobro ali pa v slabo in tako naprej, in pa etični vidiki. In pa v točki 6 priporočila in napovedi za prihodnost, kaj lahko mi storimo kot družba, kot člani, kot zavedni, kot tisti, ki to zdaj kreiramo. Seveda kreiramo, boste videli, da smo dobro skreirali stvari, smo dobili tudi od ministrstva odgovor. Kaj lahko storimo, da bo za naše življenje dobro? Ok, gremo k prvi točki. Tukaj zakon o varstvu osebnih podatkov v povezanih storitvah. Zakaj govorimo o povezanih storitvah? Zaradi tega, ker ko vi pridete domov, imate telefon, imate televizijo, imate, ne vem, router, imate tisti daljinski je na mikrofon narejen, potem, ne vem, imate še kamero mogoče v bloku, če ste ali pa v hiši, pa imate ozvočenja, skratka gre za zbiranje podatkov, ne da bi se zavedali, po raznih kanalih odhajajo podatki iz vaše hiše, iz vašega telefona, iz vašega avtomobila, ki je pa sploh fantastična multimedijska kletka, za katero sploh ne veste, kako oddajate podatke, potem kasneje. In to smo, gledajte, krajše poimenovali, kako je bolj logično. No, zakon, zakon sem napisal, prostite, gledajte, zakon o varstvu digitalne zasebnosti. Namreč, če živimo v digitalni dobi, se naši podatki digitalizirajo in nekam grejo, ampak pride nekam grejo, moramo mi vedeti, kam grejo. Tako da vsako stvar, ki se kupi, na vsako stvar, ki se pogleda, je treba vedeti, kdo dobi podatek prvi, ali jaz in ga imam pravico zbrisati, preden gre, ali pa podatek že gre in je že tam, z njim manipulirajo, brez da bi jaz vedel, se tudi pri meni zbirajo, jaz zbrišem, ampak on tam jih ima. To so težka vprašanja. Veste, o tem bomo danes še malo govorili. No, tukaj ta zakon, gledajte, bomo en tak kratek pregled naredili v 3 točkah. Prva točka, opredelitev zakona, pomen zakona o varstvu digitalne zasebnosti in pa trenutne zakonodajne vrzeli, ki so v Sloveniji in v Evropi in pa tudi v svetu. Ta zakon, ki smo ga pripravili, predstavlja zelo pomemben napredek pri aneksu k našemu statutu. Ko smo mi delali statut, smo se dobivali analogno. Na pijači smo se srečevali, tako kot zdaj tle, ko smo fizično v pisarni, ne, se lepo gledamo, se objamemo, kakšno rečemo. Veste, to je bilo življenje. Zdaj pa to ni več življenje, ampak smo sami s telefonom v roki, digitalizirano in mislimo, aha,
ne vem, 325 ljudi me je videl, pa polajkali, ja, v fajn družbi sem, pa sploh ne pogruntaš, da si sam in da si ne moreš pomagati več. Da ni nobenega ob tebi, samo telefon, stvar, v glavi noter pa imaš, ne vem, tisto številko, srčke, lajke, ali krege, ali kritike, se vse en. In to je velik problem, zato ker tudi možgani so prevarani, ker ni bližine, ni toplote, ni srca, ni pogleda iz oči v oči. Ni prijatelja, je samo hladno železo in čip. ZVDZ oziroma Zakon o etičnem varstvu digitalne zasebnosti želi urediti varovanje tvojega in mojega podatka, posebej v okviru teh povezanih storitev. Ko sem v avtu, podam telefon tja na avto in se z avtom moj telefon poveže, je to že povezana storitev. Zelo preprosto povedano, ko stopiš iz avta in si na cesti, te občina gleda. Mora imeti tablo, kjer so kamere, pa nima. Ko prideš v Špar, pa je, zadnjič sem bil v Šparu in sem gledal, sem videl, tam sem stal, ko sem čakal, ena gospa je šla eno stvar zame iskati in se okolo ozrl. A veste, da stal sem na mestu in sem naštel 9 kamer, pa nikjer ni bilo oznake, da snema. Če po tem zakonu GDPR in zdaj po novem zakonu, ki bo stopil v veljavo letos iz Evropske unije, tega napisa ne bo po novem, so kazni enormne. Od 50.000 evrov do 2 milijona evrov plus 4% globalnega prihodka, kar pa seveda Špar tudi ima globalni prihodek. Tako da bojo po moje kar presneto premislili, tudi na občini, kako po mestu snemajo, kaj počnejo in kaj se grejo. Tako da zdaj prihaja tudi za podjetja in za šole, ustanove in državne ustanove kar zahtevna zadeva, čeravno so si napisali tak zakon, da pa oni imajo zdaj seveda pravico uporabljati podatke za biznis. To boste videli, kakšen dober zakon so si naredili. Glejte, trenutni pravni okvir se osredotoča predvsem na reaktivne ukrepe. Naredijo zakon, reaktivni ukrep pomeni, da se vsi vidimo, da je narobe, vsi plačujemo kazni, ker ne moreš drugače, ker je tako narejen. In pride na ustavno sodišče en člen, ki povzroča to škodo, bolečino, posega v bančni račun, v družinski proračun. Veste, preden se to uredi, je že pol Slovenije oguljeno, pa na sodiščih. Boste videli, da ta proaktivni način, ki smo ga mi vzeli, in tudi boste videli, da sem jaz na ustavno sodišče eno pobudo poslal, ki jo seveda niso sprejeli, zaradi tega, ker jim je, če je proaktivno narejen, država nima biznisa potem z nami, nam ne more toliko kazni dati. Ja, in seveda tukaj so te svinjarije, tu je ta nesramnost. Zato je zakon največji biznis, kar jih je možno. Zato lobisti grejo, ker ena firma, ki plača kazen, je to tako majhen znesek proti tistemu, kolikor od mase ljudi zasluži, recimo policija od kršenja zakona svobode gibanja ali pa preiskav, ko ti pošlje položnico, oni pošljajo, ne vem, 20-30 tisoč položnic po 200-300 evrov, če pa en policist nasrka, pa policijo čist nič ne briga, če enega odpustijo. Kar oni služijo. Ena žrtev ni problem. To so hude stvari. Gremo zdaj lepo tukaj po vrsti. Primarni cilj je vzpostaviti celovito zaščito osebnih podatkov v vseh povezanih storitvah, s čimer se okrepijo pravice posameznika, mene, tebe, do mojega nadzora nad mojimi informacijami v digitalnem svetu. To je varstvo osebnih podatkov pod točko 1, ki jo vidite v rumenem polju. Pod točko 2, kljukica 2, preventivni ukrepi v digitalnih storitvah. Glejte, gre pa za to proaktivnost, o kateri sem govoril ravno kar zdaj. Ta proaktivnost pa pomeni, da se jaz sebe zavedam, zaščitim, poznam zakon in znam tudi reagirati in se znam tudi upreti, pogovarjati in zahtevati določene informacije od tistega ponudnika, ki hoče moje podatke imeti, da ga vprašam, zakaj pa to rabi, kje pa to je, naj se predstavi, da vem, s kom imamo opravka, kam bodo moji podatki šli in kaj bojo z mojimi podatki delali, da me ne bo potem inšpektor ali pa detektiv iskal na domu, jaz pa ne bom o tem nič vedel in bom potem kriminaliziran, ponižan, in še kaj, zaradi tega, ker nimam kontrole nad mojimi podatki. To so preventivni ukrepi v digitalnih storitvah. Recimo, jaz kupim uro,
Apple uro ali pa Samsung uro in po noter, seveda, ko jo odpreš, aktiviraš, moraš dati svoj e-mail noter. Zdaj, vprašanje je, gledajte, takoj, ko se aktivirajo aplikacije, ki so v uri, ali te aplikacije, ki so v uri, že takoj z svojimi senzorji v tovarno preko interneta oddajo vse podatke, kdo sem, kaj sem, me profilirajo in tako naprej, ali pa to ostane v uri in mene vpraša, ali jaz dovolim, da ti podatki grejo ven. A ste kdaj vprašali za kakšno stvar pri telefonu, ko ga kupite, ko ga prijavite, kam gre podatek? A gre najprej podatek ven, ali je pri vas? In potem šele, ko vas vpraša, če lahko date to za to reklamo, za ono reklamo, ali pustite, da grejo recimo vaši osebni podatki za nek namen, da je zadeva čista, da vi to razumete, pa rečete ja, pa imate zmeri možnost tudi seveda priklicati, kar to mora biti, ali tega nikoli ne vprašate. Ker se sploh ne zavedate, ker vi gledate telefon, slikice, aha, nekdo si kupi telefon samo zato, da bo fotografiral. Zato gledajte, ko kažejo te telefone, kažejo njihove prednosti. To ima telefon, pa zdaj ima takšno kamero, pa ima takšen zoom. A veste, kaj vam govorijo? Kupi telefon, mi pa vam bomo podatke pokradali, ni problem. Jaz sem vam zelo primitivno to zdaj le povedal, ampak vse na taki bazi funkcionira. Vse dajo, bom rekel, za vsako stvar, ki jo reklamirajo v tisti smeri in tako, da ti preusmeri pozornost, v bistvu je pa v ozadju biznis. Ja, Facebook zastonj, ampak oni živijo na račun podatkov. Ne? Milijarde. Vidite, tle so heci. In zdaj namen spodbujanja pravic posameznika, namen zakonodaje je okrepiti pravice posameznika. Gre za to, da se pravica posamezniku, meni, tebi, zagotovi in da se me pouči, kje in kako lahko jaz uporabljam osebne podatke in komu jih lahko dam in ne. Da vse elektronske interakcije dajejo prednost v tem našem zakonu osebni zasebnosti in varnosti podatkov, s čemer se posameznik zasidra v središče digitalnih praks in se samega sebe zaveda, da lahko to stori. Ker če tega zavedanja nimaš, tudi vprašati ne znaš. In zato imamo ta izobraževanja in to so zelo pomembni trenutki, ki jih zdaj v bistvu počnemo. Če bi se od naših članov, ki jih imamo, 3 ali pa 5% ljudi zavedalo, kaj počnemo, bi rekli, wow. Ampak počasi boste dojeli, kaj to pomeni. Glejte, zakonodajno ozadje. Dajmo si najprej zakonodajno ozadje pogledati. Ok, zdaj tukaj pogledamo. Imamo splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki služi kot temeljni pravni okvir v Evropi in se osredotoča na varstvo osebnih podatkov in zasebnosti, ampak ta GDPR je splošen, kot ustava. Ne? Recimo, da je GDPR ustava za osebne podatke, tako kot je naša ustava, pač to. In potem znotraj tega seveda ima vsaka članica, vsaka država dela svoj nacionalni zakon. Pri nas je to bil ZVOP-1, zakon o varstvu podatkov 1, zdaj je pač 2 ali že 3, ne vem, skratka. Če nacionalni zakon ni v skladu z GDPR ali pa je narejen samo po interesnih skupinah, zaradi lobijev, je zakon lahko tako narejen. Kdo od vas je prebral? A je kdo prebral cel zakon? Se ga ni prebral. Se sploh ne veste, kaj not piše. Še v GDPR ne veste, kaj piše. Kje šele, da bi prebrali to, kar sem jaz pa z ekipo tukaj sestavil skupaj? Kje? Ne? Vi imate drug del. Sam vam pa povem nekaj. Jaz vam zdaj povem. Dajte malo razmišljati o teh stvarih, vzemite si čas, preberite kakšno stvar, ker ta čas, ki ga boste v to investirali, se vam bo bogato obrestoval v tistem trenutku, ko se boste lahko zase postavili. Sicer je brez veze, da sploh karkoli govorimo. Ne? In tukaj, gledajte, pregled ZVOP-2. No, to je GDPR, bom rekel, je taka ustava. Potem je pregled ZVOP-2, ja, tako, ja. Tukaj slovenski obravnava varstvo podatkov, vendar je kritiziran
zaradi omejene uporabnosti. In je res zelo šlampast je narejen je samo za tisto, kar državi paše in korporacijam. Ko sem jaz prijavil, da je Elektro brez moje vednosti podatke poslalo RTV in da je to protizakonito, proti GDPR in tako naprej, je meni IP gladko napisal, da oni ne bodo, kar se z tega tiče, ustavne pritožbe dali, da oni pač to sprejemajo tako, kot je in da pač zdaj tako je, kot je. Ne? In so mi tam našvefljali ene stvari, podobno kot boste danes videli še pri 2 stvarih. Jaz se absolutno s tem ne strinjam, se ne dam s tem zmanipulirati in se rekel v redu, če pa so zadeve take, bomo pač naredili, imamo društvo, imamo moč, imamo skupnost, imamo generalno skupščino, to ste vi, ki o tem odločamo. To je tako kot v državnem zboru, nekdo predlaga zakon in državni zbor ga sprejme, potem pa dajo v uradni list. Naš uradni list je naša spletna stran, mi bomo to, ali boste rekli ja ali pa ne, odvisno od vas sprejeli ali pa ne. Jaz vam danes to predstavljam. Hkrati bi se pa potem, seveda, ko je to sprejeto, začele potem funkcije počasi odvijati in postavljati. Ker najprej moramo sprejeti okvir, seveda, to je kot za hišo, najprej moraš luknjo skopati, pa temelje narediti, da lahko potem gor postavljaš, pa počasi opremljaš. In tako je to počasen proces. Povem vam pa, da smo ujeli zadnji vlak, ker jeseni ta data akt iz Evropske unije, ki bo začel veljati postopoma do leta 2027. Če mi tega ne bi zdaj naredili in počasi implementirali, upam, da boste pomagali kot strokovno in tudi ljudje kot člani z raznimi funkcijami. Verjemite mi, da bi bili čist povoženi. Tako pa imamo vsaj, kako se temu reče v računalniškem jeziku, firewall, ne? Imamo en zid, imamo en pravni akt, ki ščiti mene, tebe, pa ne samo to, ampak tudi državljana, zaradi tega, ker je to uradno in je v javnem interesu. V tem primeru je NSDE, kot boste videli, Nacionalni svet za digitalno etiko in potem imamo seveda tudi svoje sodišče in v to sodišče slovenska nobeno sodišče niti ustavno ne more posegati, ker je to v bistvu na podlagi ustave. Če ste kaj prebrali, preberite si, linke sem vam poslal. In kar se tiče omejitve veljavnih zakonov, lejte, trenutna zakonodaja večinoma obravnava incidente post factum. Najprej kršijo zakon, te fajn klofnejo, če ne pogruntaš, pač plačaš, pa rečeš, ja, vse bi pa dal 20 € ali pa 50 ali pa 200 ali pa 1500, sam da dam mir, ampak nekdo, ki se pa pritoži, pa ugotovi, da sploh ne more skozi priti. In ta post facto pomeni, pušča precejšnje vrzeli v preventivnem varstvu podatkov. In mi delamo pač na tej preventivi, če razumete. Ta človek, recimo kot v zdravstvu, če zdravo živiš, se prihranjuješ, če greš na naravo, če telo vzdržuješ, si zdrav. Če ne živiš zdravo in se prihranjuješ s trupi in tako naprej in ne skrbiš za telo, se prej ali slej potem to telesu maščuje. Tako je tudi tukaj. Da ne bom predolg. Tukaj bi vam zdaj rad povedal, gledajte, potreba po tem zakonu. Reaktivni in proaktivni zakon poznamo, jaz sem zdaj govoril o reaktivnem, v društvu smo naredili proaktivni. Po točko 2 osredotoča se na povezane storitve, o tem smo že povedali nocoj par stvari in pa primeri vrzeli v veljavni zakonodaji. Obstaja nujna potreba po prehodu iz teh klasičnih zakonov in to moramo zahtevati, da se naredi preventiven zakon. Ne, da nas lahko vsak trenutek na cesti nekdo, a veste, ta je pa sumljiv, zato ker je zakon, da na podlagi suma te lahko nekdo prijavi in greš takoj na sodišče in ti moraš potem zaradi tega tretjega, ki je sumu, ki ga lahko nekdo plača, moraš svojo nedolžnost na sodišču dokazovati. Glejte, življenje ni tako narejeno. To so v bistvu nitke, ki jih moramo prerezati in se moramo boriti, da ne bodo tega naši veljaki uporabljali proti nam in za nadzor in nam delali slabo vest. Zdaj bo meni nek neznanec anonimno prijavo dal zaradi ne vem česa in bo potem mene sodišče poklicalo. Veste, kaj se dogaja? Če vi pogledate dobro, za medklic povem, je zelo zanimiva stvar. Vi dobite tisto oranžno kuverto, ki je najbolj grozna, kazenska ovadba, kazenski zakonik, nekaj si naredil narobe, ne. In sodišče kaj naredi? Naredi vabilo, če prideš, če ne te bomo privedli, če si spremenil naslov, nam sporoči, skratka grožnje,
En kup stvari je, to je dokument, ki ima 3 stvari na enem papirju, a ne? Ampak česa pa nima. Tudi člen ima, po katerem si kršil. Člen, ampak ko ti bereš člen, se že počutiš krivga. Česa ni na vabilu? Ja, pravne podlage ni, ure ni gor, kje si storil, kaj si storil, a je oškodovanec, ali je žrtev. Včasih sploh ne veš, zakaj si klican. Ne? In če ni pravne podlage, tako vabilo ni veljavno. In sodišče ne more čist nič, če to pogruntate. Glejte. Zadeva mora biti jasna, na vabilo mora biti napisano, česa si obdolžen, kdaj, s kom, zakaj, žrtev, stroške, in potem greš na sodišče povedati, da tega nisi storil, ali pa greš reči, to sem storil, a ne? Ampak da ti neki obesijo samo na podlagi vsebine enega člena in te povabijo na zagovor in potem ti tam naredijo konštrukt politične sodbe, hvala lepa, ne? Tudi mi smo pametni, tudi mi se znamo boriti. In gledajte, to je to, kar vam jaz želim povedati v zvezi s podatki. Ne? Vse je tako postavljeno, da iz ozadja nevede, nehote odteka od nas vsak gib, vsaka beseda, vsak pogled, vsak profil. In veste, mi imamo vsi avatarja že tam le gor narejenega, zato lahko predvidevajo, če bomo z nami igrajo šahne, če bomo naredili to, bo naredil to, če naredimo to, bo naredil to. Zdaj mi ga hočemo pripeljati do sem, se pravi, moramo narediti to, pa to, pa to, pa to, da bo človek prišel sem. In ti sploh ne veš, da si prišel sem, ker so hoteli, da si tukaj. Tukaj je moč podatkov. Dobro, trenutna zakonodaja ne upravlja učinkovito podatkovnih tokov, ki se dogajajo v realnem času v povezanih okoljih. Ponavljam, da ne boste preslišali. Trenutna, to je ključen stavek. Še enkrat bom povedal na glas. Trenutna zakonodaja ne upravlja, ali pa sploh ne upravlja, če dam besedo učinkovito, podatkovnih tokov v realnem času. V realnem času, zdaj. Ja? Ki se dogajajo v povezanih okoljih. Da vam samo zdaj povem, jaz imam tukaj telefon, me posluša, kamera me gleda, mikrofon, tukaj je en kup ljudi, vsi imajo svoje telefone in tu so zdaj en kup povezanih storitev, pa še televizija, pa ne vem kaj še vse, in to so povezane storitve. Kam grejo ti podatki? Jaz vem, da imamo Zoom enkriptiran, v redu, zdaj koliko je to res, koliko to ni res, o tem ne morem razpravljati, ampak glede na to, koliko sem pogledal strokovno, kako je narejen, mi imamo ta kanal zaseben, zato ker prej, ker smo imeli javnega, smo imeli pred leti veliko motanj, pa veliko ljudi se je noter kar tako, zdaj pa pač se ve, ne? Dobiš vabilo in je zaseben kanal in se točno ve, kdo je in kaj je in se izpiše. In hkrati je tudi video enkriptiran, kakor pač je. Ampak vsaj to človek z neko zanesljivostjo to naredi in ta video potem da, kamor želi. Recimo, smo se odločili, da bomo imeli tle, pa tle naš kanal in to so naši kanali. Ja? Ampak to smo mi svobodno naredili. Lahko bi pa rekli, ne, mi imamo samo za nas v živo in posnetkov ne bomo dali ven, stvar dogovora. Ne? Ampak tle mora človek imeti ta občutek, da je lastnik svojih podatkov. Če enkrat zgubiš ta občutek, da nisi več lastnik svojih podatkov, potem je s tabo povsem konec. In v realnem času, ko se ti v avtu voziš, na motorju voziš, ko gre vse, ali pa imaš telefon v roki in se sprehajaš po cesti in realno podatki odhajajo, kam odhajajo? Iz telefona Apple v Ameriko, iz Samsunga v Azijo, iz Androida v, ne vem, gor v Google, kam grejo podatki v realnem času? Kdo s tem upravlja? To imate pravico vedeti. Preden telefon kupite, preden aplikacijo date dol, preden uro kupite, preden kupite zdaj po novem pralni stroj, ki se poveže z internetom in oddaja podatke in posluša in ve, kdaj pereš, kdaj si doma, kaj počneš, ima celo mikrofone in tako naprej. A veste, stvari niso več hecne. Ne? Pazite, pralni stroj, da ne govorimo o hladilniku, ki bo sam naročal, ki bo vedel, kdaj ste vzeli ven mleko, kdaj ste sir jedli, kdaj ste odmrznili kakšno stvar. Ja, in potem kaj? Pa boš dobil pa socialne točke in potem hladilnik ne bo deloval, boš pa lačen. Ali kako? Dajmo se malo vprašati stvari. Tukaj smo mi naredili zdaj, pogledajte, za to stvar smo obvestili javnost, ker se nam zdi zelo pomembna stvar, ker o tem nihče ne govori.
Če pa govorijo pa na internih, zasebnih sestankih, kako nas bodo nahecali, da bi nas vse pod ta nadzor dobili. Ker to je v njihovem interesu, ne. Bolj, ko si priden, več, ko ti denarja vzame, bolj, ko si na miru, več ti lahko vzame z računa. Ker gibanje stane. Vsako gibanje, glejte, jaz bom zelo grdo rekel, ali pa po domače bom rekel, ko dvigneš rit in nekam greš, te že košta, še preden se vstaneš. Ja? Pa te stane bencin, pa te stane, ne vem, avtocesta, pa te stane vzdrževanje avta, te stane, nekaj moraš pojesti, moraš popiti, moraš ne vem kaj, ali pa z nekom greš na kafe, kakorkoli. Kamorkoli greš, gibanje stane. In če te imajo doma, pa ti dobiš plačo, ne porabiš toliko, ti lahko več vzamejo z računa. A ste razmišljali o tem? Niste, ne? Nikoli niste o tem razmišljali. Ok, jaz pa sem razmišljal. Sodelovanje javnosti in posvetovanje o tej zadevi je nujno, zato smo to dali toliko časa ven. In tukaj je zdajle predlog. In kaj smo mi naredili? Mi smo to poslali seveda tudi ministru Francu Propsu na Ministrstvo za javno upravo. Minister je to zadevo potem poslal naprej, komu? Odgovornemu Ministrstvu za digitalno preobrazbo. In smo, se pravi, ministru smo takole napisali, ne vem, če je kdo prebral od vas. Ja, ok, no tako, zavedamo se, da se tako evropska kot slovenska zakonodaja hitro spreminja in da je za uspešno prilagajanje na nove izzive, kot je digitalizacija, potrebno sodelovanje vseh udeležencev. Zato smo se v Društvu za srečno življenje Belis odločili, da pripravimo ta aneks k statutu, ki bo omogočil posodobitev naših temeljev. Tudi predlog zakona o varstvu digitalne zasebnosti je vključen v varstvo osebnih podatkov v digitalnem okolju, zlasti v povezanih storitvah, kot so pametni avtomobili, pametna mestna infrastruktura in druge digitalne platforme, ki so vezane skozi ta zakon na našo zaščito. Veseli bomo vaših strokovnih pripomb, gospod minister, in konstruktivnih predlogov, ki bi pripomogli k izboljšanju predloga zakona pred njegovim sprejetjem. In je res poslal in mi smo potem seveda tudi to pismo dobili. Vam bom povedal. No, postopek posvetovanja, obvestili smo seveda Skupnost občin Republike Slovenije, to se pravi, vsi župani so dobili, ampak to so dobili župani. Vprašanje, če so oni dali naprej svojim, če so obvestili, bom rekel, svoje meščane, ker mi se obveščamo pač zdaj interno, člani po vsej Sloveniji, kolikor imamo, ne, damo na Facebook, damo na našo spletno stran, damo na Telegram in tako naprej, si povemo, si prenašamo informacije, ampak če pošleš v Skupnost mestnih občin Republike Slovenije, ne, na portal, dobijo samo tisti župani, če seveda se to prepošle, ki so člani, in ti člani bi mogli na občini pa potem poskrbeti, da vsi prebivalci določene občine so o tem seznanjeni. Mi smo to s tem namenom naredili. Nimam pa informacije, kako daleč je pa to po občinah šlo. Nimam informacije, ker nisem dobil nobenega feedbacka. Od ministra sem pa dobil feedback. Tako da hvala, gospod minister, visoko cenim in tudi digitalno preobrazbo. Hvala za prijazno pismo, ki vam ga bom danes tudi pokazal. Visoko cenimo to sodelovanje in to kooperacijo in da se stvari uredijo, kot je prav. Javnost smo povabili, da svoje predloge in pobude odda na navedeni naslov, ki smo ga tam v zakon dali do 24. januarja, od 24. januarja do 24. februarja smo dali nekako rok, ki čez 2 dni izteče, kajti naslednji teden potem imamo že odločanje in je treba zadeve še implementirati pa urediti, da bo ta celota dobra. Nacionalni svet za digitalno etiko, ki ga bomo ustanovili ob tej priložnosti, to bo poseben dogodek. Vkolikor bo ta inštitut sprejet na naši generalni skupščini, dragi člani, dragi prijatelji in vsi, ki ste nocoj z nami tukaj, prihodnji teden bo nadziral izvajanje tega zakona. Predvidenih je 5 ljudi in teh 5 ljudi bo hodilo okrog kot inšpektorji ali bodo pisali, spraševali, prosili vprašalnike, dobivali pritožbe, ampak te pritožbe
Na prvi stopnji seveda bodo odgovarjali, na drugi stopnji bo pa potem, če prišlo do večje pritožbe, imamo pa sodišče. Tukaj bo pa potem častno razsodišče tisto, ki bo o tem razpravljalo pri varstvu podatkov ter zagotavljalo strukturo upravljanja in pa seveda podpiralo javni interes. To je postopek, glejte, posvetovanja. Mi smo to povedali, kako bo potekalo. Zaenkrat moram reči, da so prišle samo pozitivne kritike, prišle so pa tudi dobre kritike, ki so seveda nam nadgradile to idejo. In tukaj smo dobili od ministrstva, pogledajte, za digitalno preobrazbo pismo, odgovor na prejem predloga zakona o etičnem varstvu osebnih podatkov v povezanih storitvah, in so nam takole nam je odpisala dr. Ajda, državna sekretarka, da so to dobili in da nas obveščajo, da na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, pazite, trenutno ne pripravljajo predpisov, ki bi se ukvarjali z varstvom osebnih podatkov v povezanih storitvah. In ja, s tem se ne ukvarjajo. Jaz vam samo povem, zakaj mi to delamo, ne? Vprašanja povezana z uporabo podatkov v povezanih storitvah sicer naslavlja ena uredba, ampak v povezanih storitvah za firme, se pravi povezanih podatkov, vmes pa manjka beseda osebno. Se pravi, ne gre za varstvo podatkov, ampak gre samo za manipulacijo podatkov. Torej, oni si nas jemljajo kot podatke, brez osebe, kar je zelo hudo. In tukaj je lepo napisano, Evropska uredba 2023-2854 Evropskega parlamenta in sveta, zdaj pazite, 13.12.23 o harmoniziranih pravilih za pravičen dostop do podatkov in njihovo uporabo. Še vidi, ja, smo zdaj pri pravičnem, se pravi, obvezno nam lahko vzamejo naše podatke, če preberem dobesedno, harmonizacija pomeni kjerkoli si, da ti lahko zajamejo podatke in si jih vzamejo. In njihovo uporabo in lahko te podatke uporabljajo. To se pravi, to je zdaj ta uredba. Ampak, noter je pa en stavek, ki je pa zelo zanimiv, pogledajte, tole vam bom zdaj pokazal. To je, bom rekel, Evropska komisija objavila tudi med pogostimi vprašanji o zakonu. Zdaj pa pogledajte to. Kdo ima to informacijo? Ja, vi, dragi moji člani in članice Društva Belis in tisti, ki boste kasneje poslušali na družbenih omrežjih, pogledajte, kaj piše od spodaj v modrem. V primeru nasprotja med GDPR in zakonom o podatkih prevladajo pravila GDPR o varstvu osebnih podatkov, ja, to je primer 5. odstavek 1. člena zakona o podatkih. Tole najdete na 200 straneh, ta stavek, da v primeru spora, če si ti za firmo v sporu in recimo Telekom reče, ja, mi smo močnejša firma, rečeš, oprostite, gledajte, tukaj ta stavek, ne, ki je skrit, mora biti seveda, da je zakonito, oni so ga mogli dati noter, ampak ker je naš EZVDZ na podlagi GDPR in ZVOP2 je nad tem aktom in zato seveda tlele smo mi lahko nad korporativnim izkoriščanjem in izluščanjem in krajo osebnih podatkov, če seveda to zahtevamo. Če bomo tiho, imajo pa oni seveda svojo pravilo. Oni bi rekli, ja, mi smo na podlagi tega akta naredili. In vi ne veste, kako se boste zdaj branili. Poglejte, kakšen pomemben stavek sem vam danes tukaj pokazal iz 200 strani. Jaz sem to prevedel iz angleščine, sem se vzel dol, seveda je tudi v slovenskem jeziku. Če si boste pogledali, sem tudi dal tukaj od spodaj link. In data act.com. Vendar je ta podrejen general data, ne, gledajte, to je kot en zakon, tudi v Sloveniji, ampak mora biti v skladu z splošnim pravilnikom, ne, splošnim pravilnikom, ustava je tudi bolj splošna in ta nadvlada ta specialni zakon. Sodelovanje, interakcija z generalno uredbo o varstvu podatkov GDPR prevladuje pri obravnavi osebnih podatkov. To je najbolj pomembno, kar sem vam danes lahko povedal, in če to razumete, potem veste, zakaj tudi mi delamo zakon, ki pa je nad ZVOP2, zato ker je kombinacija ustave, mednarodnih pogodb, GDPR in tega akta skupaj, kombinacija 5 zakonov. Ugovarjajo lahko samo v primeru,
Samo v primeru, če obstaja višji interes oziroma višji zakon. To. Zdaj pa je, glejte, še ena stvar, ki sem jo našel, pa jo bom z vami podelil. Vsi imamo dom, vsi imamo stanovanje. Evropski akt o podatkih, končno besedilo pravi, poglejte takole, v preambuli 21 do 30, v 21. točki. Kadar se za uporabnika šteje več oseb ali subjektov, recimo v primeru lastništva stanovanj, kadar si lastnik, najemnik ali najemnik deli pravice do dostopa do podatkov ali njihove uporabe, bi morala biti zasnova povezanega izdelka, storitve ali ustreznega vmesnika vsakemu uporabniku omogočiti dostop do podatkov, ki jih ta vmesnik ustvari. Recimo, da imate vi za toplo vodo ali pa za toploto ali pa elektroštevc. Zdaj, ko je vse to digitalno, vi bi mogli imeti v stanovanju, seveda to ni narejeno, zato norijo ljudje, to bo zdaj po zakonu velike kazni. Vi lahko kadarkoli za toplo vodo, tam morate imeti prijavnico in vi lahko kadarkoli zbrišete te podatke in vi imate nadzor, ali boste te podatke dali ali ne. Razen tistih, kjer je števc, ne pa vseh ostalih, kdaj ste doma, ampak samo suma sumarum, čim bolj oluščene podatke. In to sami morate imeti dostop do tega. Kaj pa, če se preselite, pa ne morate tistega števca več nota, bo še vedno na vaše ime teklo nota. In ta zakon zdaj to zelo jasno pove, kaj morajo podjetja, ki posegajo v naš dom, ta komunalna podjetja, morajo to zdaj omogočiti, kar do zdaj niso. In se sploh nisi mogel z njimi pogovarjati, ker so ti podatke kar tako vzeli, pa elektrike, tisti račun gledaš in ga sploh ne razumeš, ne? Zdaj po novem bo to vse drugače. Koncu zavajanja. Proizvajalci ali oblikovalci, gledajte, povezanega izdelka v bloku, ker je več strank skupaj, ki ga običajno uporablja več oseb, bi morali vzpostaviti in bodo morali vzpostaviti potrebne mehanizme, ki bodo omogočali ločene uporabniške račune za posamezne osebe. Jaz vam to berem zdaj direktno iz Evropski akt o podatkih, ki je končno besedilo, ki je sprejeto, ki je delno že v veljavi, pa tega sploh ne veste. Torej, rešitve za račune, ko narediš svoj account račun, govorimo ne o bančnem računu, ampak o tem, da daš e-mail noter, o tem, kar sem na začetku danes govoril, morajo vsakemu izmed vas omogočati, dovolite, da vam povem, da si izbrišete svoj račun in podatke povezane s to dejavnostjo, vam, meni, tebi, vsem uporabnikom pa se mora omogočiti, da prekinejo tudi dostop do teh podatkov. Jaz lahko kadarkoli, ker sem jaz lastnik, da lahko prekinem, ampak jaz moram vedeti, da imam to možnost. Če tega ne vem, tega sploh ne morem izraziti. In država zelo dobro poskrbi, ta akt so zelo dobro skrili, sem ga jaz kar težko našel, poskrbi, da vi teh informacij nimate. Poskrbi pa, da vidite vsake debele usnice, vsako nosečo babo, vsako veliko rit, pa kje se je kaj podražil, pa kje je ne vem, kdo en spadala skočil. To so pomembne informacije, pa še kaj drugega, da ne bom zdaj tukaj preveč perverzen. Tukaj gre, gledajte, za omogočanje samodejnega izvrševanja in zahteva pregleda ali odobritve strani proizvajalca ali imetnika podatkov. Imetniki podatkov smo mi. Seveda, vzemite recimo, vzemite našega Čeferina, ki organizira nogometne tekme, Unga, ki je tam šef, UEFA. On dejansko ne zbira podatkov, on producira podatke. On producira, kdaj bo tekma, koliko bo igralcev, zbravi, on širi podatke. Ampak hkrati jih pa tudi zbere in on ni lastnik teh podatkov, če jih širi. In tukaj so veliki problemi zdaj, a ti podatke širiš. Recimo, jaz sem umetno inteligenco vprašal, kaj se zgodi, če imam uro in zdaj jaz hodim in podatke širim, ker mi vsak korak šteje. A je to zdaj moj podatek ali je podatek od Apple, ker mi šteje korake, ker mi šteje gibanje, ker me posluša. Kako je s temi podatki? In odgovor je bil sledeč.
Zelo zanimivo vprašanje, zelo poglobljeno vprašanje, zelo aktualno vprašanje, je bilo en kup takih pripomb, seveda zelo dobrih, ne. To sem se počutil, moram reči, kar fajn, ko malo se počutil in odgovor je bil tako, ne. Da ti podatki morajo biti seveda v aparaturi in če hoče firma te podatke dobiti, jih ti lahko daš kot lastnik in ne smejo sproti v živo odhajati, ampak ko ti začneš hoditi, lahko zapiska in te opozori, a mi dovoliš, da štejem tvoje korake, pa ti rečeš ja ali pa rečeš ne. Ampak tega danes naprave še nimajo. In to je ta akt, ki bo čist spremenil evropsko gospodarstvo. Da ne bom predolg, gremo naprej. O tem bomo še govorili, ker so strašno zanimive stvari, ki se dotikajo čisto vsakega detajla našega življenja na 2 straneh, na 200 straneh, res detaljno o podatkih. In veste, ne omenja varstva osebnih podatkov, ampak omenja pravico podjetij, da nam kradejo podatke. Naš zakon je pa ravno obraten, je pa tisti, ki pove, ops, glej, dosem, tle pa konc. In hvala Bogu, da je prej, ko smo gledali, ne, da je GDPR nad tem zakonom. Tako da mi smo zdaj na pravi poti, samo dajte ljudje podporo in bomo naredili dobro stvar, ki se zna zelo dobro tudi razširiti. Tole so pa naredili samo zato za nadzor, ko na cesto stopiš, da te kontrolira, ker te ne sme, povsod bi mogla biti tabla, ki se snema. Na vlak, če stopiš, bi moglo biti, da je kamera, da prisluškujejo, da štejejo, da ko karto kupiš, QR kod daš, kam grejo ti podatki? Vse vejo, kje si, kje stopiš, koliko časa se pelješ. Skratka, da ne razlagam. Poglejte, to so zanimive stvari. Spodbujanje vključevanja državljanov. Jaz zdaj ta hip to počnem. Spodbujam državljane, kličem vas, zbujam vas, budite se ljudje, ne. Ja, kaj me to briga, ne. V redu, ni problem, ti imaš svobodno voljo, ampak jaz imam pa to voljo, da želim vedeti, kaj se bo z mojimi otroki dogajalo, kaj se bo dogajalo z mojimi bližnjimi, z menoj, in želim vsaj delni nadzor nad tem imeti. Itak nam je že veliko pobegnil, ampak kar se da rešiti, kar se da skontrolirati, če nekdo nima absolutne moči nad tabo, je nima. Če ima pa absolutno moč, potem pa je konc. Razumete? Glejte, vključevanje javnosti, to si ti pa jaz, skratka, vsi smo tukaj, je pomembno. Državljani lahko sodelujemo prek spletnih forumov, prek videokonferenc, prek takih izobraževanj in z dejavnim, aktivnim življenjem in znanjem in spodbujanjem se izobražujemo in informiramo. In si pomagamo, glejte, oblikovati, bom rekel, eno končno različico zakona. En ve to, jaz vidim iz prakse, kaj ljudje pišejo in so stvari fantastične. Kaj vse slišim, sploh je nemogoče vse vključiti noter, ne. Se pa da seveda zakon smiselno uporabiti, kakorkoli že. Proaktivni ukrepi za digitalno zasebnost, tukaj so pa zdaj zanimive stvari. Če primerjamo oba dokumenta, a veste, zdaj govorimo o 2 dokumentih, ne, o evropskem dokumentu digitalni akt in o našem e-ZVDZ, se pravi pravica dostopa do osebnih podatkov. V našem 6. členu, 6. člen, podrobneje opredeljuje pravico posameznika do dostopa svojih osebnih podatkov, se pravi, da jih lahko dobi, kadar hoče in mu morajo dati, potem postopek, noter so v zakonu točno določeni. Potem je pa 13. člen, ki je pa zelo zanimiv tudi v našem zakonu, naj vam povem, e-ZVD, ki zagotavlja zaščito zasebnosti v digitalnem javnem prostoru. Ker ko bo zakon prišel v veljavo, bomo mi upravičeno lahko Jankoviča ali pa enega drugega župana v drugem mestu, v Kranju recimo, ali pa Novem mestu Mariboru, rekli, gledajte, mi smo zakon sprejeli, tukaj je, zdaj pa vas sprašujemo, ali imate vi kamere po mestu, kje so in ali so table. So ali niso? Niso, ok. Imate 14 dni časa, da povsod obeste table, kjer se snema. Kajti, mi imamo pravico vedeti, kje smo snemani, ja, zato, ker to vpliva na naše življenje, ker ne smeš ti mene skrito snemati in profilirati in poslušati in slediti, ne, ja.
No, to se bo začelo počasi, da boste vedeli, v kaj gre. In imamo člene, če boste malo brali zakon bo zelo zanimivo. Gremo naprej pogledati. Če oznak o snemanju ni, kamere pa so vidne. Kaj je zdaj to? To sem prej povedal primer Špara, pa sem zdaj povedal primer mesta. Zahtevajte ljudje informacije, če opazite kamero brez oznak. Veste, kaj lahko zahtevate? Informacije od lastnika objekta ali pa odgovornega upravljalca, ja, naprimer občine, podjetja ali pa druge inštitucije, in imajo dolžnost vam seveda dati, da vam povejo, zakaj se snema, kje imajo pravno podlago, da vas snemajo. Pravno podlago mora imeti. To se pravi, če te policist snema na cesti, mora imeti kaj? Sodno odredbo od posameznega sodnika, ali pa pravna podlaga je tudi, če je kriminal in se znajdeš sredi dogodka, da pač on omeji to gibanje, takrat reči, gledajte, kriminal se je zgodil, razumeš? Ok, ne? Ampak da te na slepem sname iz klina in ti da 250 € kazni, tega je, to pa konc, dajte se zbuditi ljudje. To je najhujši policijski prekršek, kaznivo dejanje policista. Po kazenskem zakoniku je poskus omejitve gibanja kaznivo dejanje. Poskus, da ti vzame osebno iz roke, je kaznivo dejanje in jo to prepisuje brez tvoje vednosti, ker ti daš podatke, komor jih ti hočeš, ne pa da si bo eden vzel podatke, da ti bo potem 300 € položnico poslal za to, ker te ni vprašal, či lahko prepiše tvoje ime, priimek, naslov ali pa še kaj. Tako hude so stvari, dajte razumeti, kaj vam govorim že enkrat. Prosim. Kaj pa zavajanje? Te je polno kamer. Prideš, da te bodo slišali. Dobro, pridi, prosim, ja. Torej, Viktorija, pridi. Evo. Ja. Lep dober večer. Zdaj obstaja ogromno kamer po raznih koncih Slovenije in nič drugega ni kot opozorilo meritev hitrosti. V resnici te pa posnamejo. Prej gre za zavajanje, ne? Ja, ok, ja. To je ena zadeva. Druga, ki sem pa delala med klic, ki si govoril o tem, je pa, jaz imam teto v Ameriki in nekaj enih mesec, dva nazaj kličem in se mi ni mogla nekako oglasiti, tako nekaj do enega šuma v tem prišlo. A veste, kaj se je zgodilo? Ni vedela niti, da je telefon zvonil in tako, in jo kličejo z ameriške strani. Gospa Modik, Modik se piše, Modik, dvignite telefon, vaša nečakinja vas kliče. V slovenščini. V Ameriki v slovenščini. Tako da boste videli, kako smo vse nadzorovani. Hvala. Jaz vam samo povem, to, kar bomo naredili, bo zelo v redu, ne samo za nas, ampak tudi za tiste ljudi, ki so v državni upravi v Republiki Sloveniji. Tudi za te ljudi to delamo, ker ko si enkrat v taki službi in moraš služiti zakonu, ti dejansko nimaš niti moči, niti avtoritete, niti pooblastil, da bi lahko kakorkoli vplival na to moč z vrha. Se pravi, ta moč z vrha, ki jo morajo državni uslužbenci izvrševati, pa v drugo samo upravo več ne more priti. To se pravi, tukaj pa mi dajemo ven en ščit, ki je uporaben za vsakega državljana in za vsakega, ne glede na to, je v državni upravi ali je policist, ali zakon velja za vse enako in ista pravila so tudi tukaj. Tako da ne tega narobe razumeti, da to je zdaj neko zaprto društvo, nek zaprt stvar. Ne, stvar je javna, dali smo vedeti ministrstvom, občinam, javni upravi, vsem za vse enako velja. Zame velja zakon v Republiki Sloveniji, ki ga v državnem zboru sprejmejo, in ta zakon, ki ga bomo v društvu sprejeli v drugi samoupravi, bo veljal v Republiki Sloveniji pod istimi pogoji, vendar pod ustavnim okriljem, tako da nobeno drugo sodišče v to ne bo moglo posegati, razen sodišče za človekove pravice. To pa potem je stvar pritožb in protokolov, ki jih imamo pa zelo natančno tudi vse popisane noter. V redu, zdaj gledajte, v Evropski uniji, vključno Slovenijo, je uporaba kamer urejena s splošno uredbo GDPR in pa ZVOP2, ampak nikjer ni povedano to, kar imamo mi povedano za mesta. Kaj lahko storite v takem primeru? In zakaj so te oznake tako pomembne? Poglejmo še tole na kratko.
Analiza preteklih kršitev pokaže nujnost proaktivnih ukrepov. Proaktivnih ukrepov pomeni, da jaz najprej vem, da sem informiran in da se lahko zaščitim. To je, kar se tukaj tiče, vidite, študije primerov napak, iz napak se učimo, preseganje reaktivnih ukrepov in pa prednosti za zgodnje intervencije. Boljše, kak rečejo, preprečiti, kot lečiti, ne, v tem smislu. Zdaj, ogrodje našega zakona, ki ga seveda zdaj tudi javnost podpira, zelo močno, vsebuje temeljna načela, ki opredeljujejo, pazite, odgovornosti, vzpostavljajo protokole soglasja, da ne bo več, ko moraš se cepiti, ampak ti moraš dati soglasje, konsens. Tukaj gre zdaj seveda za to zadevo, obseg uporabe podatkov v povezanih okoljih in pa koherentno pravno strukturo, ki smo jo postavili znotraj teh manjkajočih stvari, ki jih je naša država z ZVOP2 naklepno spregledala, ker hočejo z našimi podatki tržiti. V društvu Beli smo pa rekli ne, konc, ne boste tržili naših podatkov, če boste pa tržili, nas boste pa lepo vprašali ali pa jih bomo mi računali. Jaz, če hočeš moj podatek, evo ti stavim račun vsak mesec, če hočeš mojo hojo slediti, evo ti 100 evrov na mesec, pa bom jaz vključil, pa bom hodil, ti boš dobil podatke, ti mi pošli pa 100 evrov. Pa bomo podatke prodajali, ne? Pa svoje face kameri občini danes bojo profilirali. Ok, če občina ti pošle 1000 evrov, pa te naj snema vsak mesec, pa ti ne da 1000 evrov. Ja? Dajmo se ljudje malo ceniti, dajmo te stvari potem družno narediti, ne? In odgovornost različnih udeležencev, o tem sem ravno kar govoril, in pa izvedbene strategije. Kaj so izvedbene strategije, se sliši zelo učeno, ampak ni. Glejte, to je to, kar zdaj počnemo, da se izobražujemo, usposabljanje organizacij, zato ker ljudje o tem, kar zdaj jaz govorim, slutijo, vejo, ne znajo povedati, ne znajo izgovoriti, ne znajo vokabularizirati, oziroma ozaveščanje javnosti je tukaj ključna zadeva. In to so redna vrednotenja, ki jih moramo delati, in to zagotavljanje skladnosti z redno zakonodajo, ki jo bomo prebrali, povedali, se o tem pogovarjali, ko bodo prišli torki nazaj, ko bomo v naših torkih o tem spet debatirali, ker zdaj je bilo en kup stvari, se je dogajalo v teh 3-4 mesecih. In gledajte, da se ognemo v bistvu nastajajoči grožnji, o kateri govorimo. To je to ogrodje zakona in namen, in pa zdaj družben vpliv in etični vidik. Evo, če to 5. točko, pa še 6. točko imamo, pa smo pa zaključili. Glejte, dragi moji, ko se sprehajate po mestu, smo rekli, so prisotni nadzorni sistemi kamer, zvok, ali pa se nahajate na železniški postaji, javni infrastrukturi, se nima veze, se uporabljajo sistemi za sledenje, gibanju potnikov, za optimizacijo pretoka ljudi. Oni še temu optimizacija pretoka ljudi. Ljudje božji, krasni izrazi, pa za našo varnost, a ne? Govorili smo o supermarketu, govorili smo o teh, gledajte, v vseh teh primerih, na kaj morate paziti. Vzemite si svinčnik in si napišite, kar boste sicer pozabili. Danes sem jaz zelo zgoščen, veliko povem, veliko novih stvari. Napišite si. V teh primerih bodite pozorni na kaj? Najprej na oznake in obvestila o zbiranju podatkov, ter da se zavedate svojih pravic. To je ključno. Morajo biti oznake, vi morate vedeti, kakšna je pravna podlaga, da zbirajo te podatke in da se tega zavedate, da imate pravico to vedeti, ker je to ste vi. Ja? Če menite, da so bile vaše pravice kršene, se lahko pritožite komu? Najprej upravljavcu sistema, ker mora pod kamero pisati, kdo to kamero, a to veste, da mora pod kamero pisati, če jo zagledate, kdo to kamero upravlja, kje je naslov in telefon, in vi imate pravico iti in reči, zbrišite mojo sliko, mojo faco dol. Ne veste tega, ne? Ja, to je postalo vse skupno. Zdaj so nam dali telefone, ki se gledaš in ti postane to čist, gledaš kamero, ja, ok, ne? Indiferentno. Ne, 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 ljudje božji, mora biti upravljalec, ki te snima. Naslov, telefon, vprašati, pritožiti, brisati podatke dol. Ja? Pa je to trgovina, je to državna uprava, je to občina, je to kjerkoli boste kamero videli. Mora pisati, kdo je lastnik. Avtomatsko anonimizacijo in prepoved profiliranja lahko zahtevate. Kadarkoli pridem k vam v Špar, prosim, da mene ne snemate. Zdaj pa naj to uredijo, kakor čejo.
Jaz tega ne dovolim. Ne? Pa bo naredil en, pa bo naredil drug, pa bo naredil tretji, potem bojo pa že naredili, ker ko bo prvič en to naredil, ga bo imel malo za utrganga, ker je pri njih normalno, da se to snema, normalno, da se krši, normalno, da nadzirajo, ker je to za varnost, da ne bi kdo če gumija ukradel, pa ne gre za to. Ne. Ok, k družben vpliv gremo naprej. Tukaj imamo dve stvari, poglejte, vpliv na posameznike. Varovanje dostojanstva posameznika in tukaj zdaj gre najprej, da se mi zaščitimo kot posamezniki in pa, da krepimo svoje pravice s tem, ko širimo idejo. Več, ko bomo o tem govorili, močnejši bomo. Ne dajte se motiti s interrupcijami, to, kar država pošle po mediji, na TV so rekli. Ma kaj so rekli na TV? Nič niso rekli. Rekli so to, da te odpeljajo od tega, kar jaz, Mihajl, nocoj vam govorim, ker je pomembno, tudi za njih in za njihov žep, da te odpeljajo v stran v nek drug svet, v neko drugo informacijo. Spet je informacija, ne? Okay. In tako se v bistvu začnejo stvari. Mi moramo krepiti svoje pravice, opolnomočiti državljane in naše člane in najprej sami sebe, da sprejemamo premišljene odločitve. Če nekaj vidiš, ne na hitro, se posvetuj, dobi informacijo, zato da bo vse prav, korektno in imamo te stvari, zdaj bomo to uredili. In pa zdaj, poglejte, imamo družbeno odgovornost. Vsa podjetja, ki tržijo na naš račun naše osebne podatke, glede varstva podatkov in pa posledice neupoštevanja so kazni zelo visoke. Data Act je uredba Evropske unije, smo nocoj rekli, in vam povem, ki je bila sprejeta 11. januarja lansko leto. 11. januarja, se pravi 2024. Začeli so se pa zakoni uporabljati 12. septembra 2025, pride pa v veljavo. Dobro, kaj smo zdaj? Zdaj smo mi sobota, 22. februar, no, zdaj si pa predstavljajte, da bo 12. septembra 2025 tale akt stopil v veljavo. In mi pa moramo do tega časa seveda zdaj sprejeti in vse mehanizme postaviti in dati ljudem vedeti, tukaj smo. In tako bomo hkrati in sočasno postavili ta ščit. Kar je, če tega zdaj ne bi naredili, v društvu prepoznali situacije, kar se v ozadju pripravlja, nam bi bilo grozno. V neki ažurni situaciji, v neki epidemiji, v nekem dogodku. Ja, zdaj pa imamo pravico mi vse podatke vzeti. Ti pokradajo podatke, ker imajo to pravico narediti. Po tem zakonu, ti pa gre, oprostite, tale GDPR je pa nad tem zakonom, zdaj pa konc, ne, in se zaščitiš. Mi se bomo lahko zaščitili, če se bomo želeli. Če boste želeli, jaz hočem se zaščititi. Moje otroke, vas in še koga. To je namen. Posledice neupoštevanja so pa visoke kazni, zato ker zakon je pa pač zakon. Če oni svojega lahko upoštevajo in tolčejo pomen, potem lahko jaz tolčem nazaj in rečemo, prostite, tukaj pa ni vstopa. Ustavna pritožba, ki smo jo dali zaradi takih stvari, smo izpostavili kršitev 155. člena, kar pomeni poslabšanje moje pridobljene pravice. To sem vložil jaz, kot Mihajl osebno, zaradi tega, ker se moje veste, kršenje pravic ne moreš vlagati za nekoga drugega, pa za neko ustanovo. Jaz to občutim. Zaradi tega, ker če mi da v nabiralnik pošto nepriporočeno in 7 dni pritožni rok namest 15 mi je skrajšal čas, potrdila nima in mi vrže v nabiralnik in mi reče, da si pa ti kriv. Ja. In te pošta v bistvu obsodi. In tukaj imamo sklep ustavnega sodišča, kar se ZUP-a tiče, zdaj smo pri ZUP-u, tam sem jaz tudi vse te ideje dobil, zaradi katerih danes tukaj stojim in vam govorim, sem skozi tisto se jaz naučil, sem rekel, Marija pomagi, če pa hočejo to narediti, je pa nekje en velik problem, nam hočejo pa vse podatke pokrasti, nas hočejo čisto uničiti, minister ni slab človek, njega so nahecali oni uradniki, ki so plačani iz gospodarskega foruma, tam drugi, tretji od spodaj, ki so
lumpi, ki so 30 let gor in živejo, kako morajo streči enega svežega ministra, ki bo tako malo šel, pa bo čez 2 ali pa 3 leta novi prišel, ne? Ker se najlažje novega človeka manipulira tako, da ga narobe naučiš in se mu delaš krasnega in dobrega in mu rečeš, gospod minister, ljudem povejte, da je to učinkovito, veste, da je to fajn, pa da bo lažje vse skupaj, pa da bo hitreje potekal, nič pa ne pove, kaj se vse zgodi posledično, kakšne pravice ti krši. Da zgubiš službo, da zgubiš stanovanje, da ti hišo vzame, da ti avto vzame, da ne moreš voziti, tega pa ne povem jaz ministru. Okay? No in tukaj isto Ustavno sodišče je, ko sem jaz to izpostavil, da je treba te stvari zaščititi, je Ustavno sodišče reklo, ja, ne, to se pravi, tukaj je podpisan, ne bom tega bral, sem dal na Facebook, če hočete si preberite, in je pobudo zavrglo, o predlogu za izdajo začasne odredbe pa ni odločalo. Ne? Evo, doktor Rok Čeferin, gospod Rok Čeferin, lep pozdravček, lepo se imejte, pa fajn denarčke služite, a ne na račun državljanov, ker delate korporacijsko pravo. To ni več zaščita ustave, ampak to je nekaj drugega. Lep pozdrav na Ustavno sodišče Republike Slovenije. Gremo naprej za zaključek. Ravnovesje med inovativnostjo in zasebnostjo je treba narediti čist za konec. Kaj je ravnovesje med inovativnostjo in zasebnostjo? Veste, tukaj se pa odpirajo zdaj etična vprašanja glede lastništva podatkov. Ali lahko država reče, mi smo inovativni in ker smo inovativni, imamo pravico vsakega posnet, ker za posnet, če dobimo podatke, smo lahko inovativni in lahko napredujemo. Če pa ti podatkov ne daš, pa zaviraš napredek, razvoj. A lahko temu zdaj to tako rečemo? A ima država pravico? Nima. Ne more, ne sme. Mora dobiti tvoje privolitev, ne sme posegati v zasebnost in tukaj je EZVDZ, se pravi Zakon o etičnem varstvu digitalne zasebnosti, naslavlja skrbno oblikovan predpis, ki smo ga v društvu pripravili. In to bomo v soboto seveda o tem govorili. Vem, da sem dolg, malo še potrpite, priporočila in napovedi za prihodnost. Vidite, jaz pogledam malo čez ograjo. In predvsem proaktivno ravnanje vsakega izmed nas. Ko se bomo naučili, ko bomo vedeli, ne naslepo kupovati stvari več ljudje. Če pa že naslepo kupiš, pa naj se ti vsaj povesti potrka, len sem, ne ljub se mi s tem ukvarjati, kupil si bom, ampak kaj si s tem naredil, jamo si se skupaj. Dajte vprašati prodajalca, kam grejo podatki, kje je to, kje so papirji. Recimo v tem zakonu od zadaj imate 4 ali 5 formularjev, kako se električni avto kupi, ki ga lahko uporabite tudi za vse digitalne stvari. Samo aplikacijo naredite, recimo, a ne, če je avto digitalen, pa se moraš ti tisti računalnik prijaviti, isto kot če kupiš telefon, pa se moraš, kam grejo podatki, vse so isti vprašalnik. Jaz sem gor napisal sicer nakup električnega avtomobila, lahko pa rečeš tudi nakup telefona ali pa nakup ure. Vse gre na isti princip, samo z avtom se peleš, na uro pa gledaš. Ne? Podatki letijo pa ven, s telefonom isto. Ja? Z njim govoriš, z avtom se peleš, pa na uro gledaš, ampak vse posod isti podatki grejo ven, povezani. Tako da dajte malo to. Za čisti zaključek, evo, dragi moji, predlog za izboljšavo, usklajevanje z najboljšimi mednarodnimi praksami. Jaz sem pogledal veliko mednarodnih praks, veliko teh zadev. Si moramo poskrbeti za uskladitev z globalnimi standardi in na vsake 5 let bo treba zakon posodobiti, ker gre razvoj tako hitro naprej. To je to usklajevanje in sicer prihodnost digitalne zasebnosti v Sloveniji. Pozivam k akciji za vse udeležene strani, da se vključimo in Slovenijo proti svetovnemu, globalnemu gospodarju, da se upremo vsaj v tem pogledu kraje podatkov, če so nam že čez deželo vzeli, pravo vzeli, vsaj to ohranimo svoje dostojanstvo kot ljudje, da ti še imena, priimka, pa letnice in tvoje face ne ukrade. Prav? Dolgoročne vizije varstva podatkov so mišljene pa zahtevamo robusten vir, ki varuje osebne podatke od vsakega, ki naše podatke uporablja. Imamo noter protokole, ampak o tem več drugič.
Potem so pa še pričakovani trendi v zakonodaji. Glejte, jaz sem že opazil, da se premika in že se več govori v slovenski zakonodaji za preventivne ukrepe in pa etično uporabo zakonov. Zdaj boste veliko, ker smo mi to prenesli pred 2-3 meseci, pa že prej, zdaj se bo začelo zelo veliko govoriti, etičen zakon. Zakaj? Zato, da bodo naš društven etičen zakon, ko smo to začeli, ker prej o etičnem zakonu, slišali ste sicer o etiki uslužbencev, pa za državne uslužbence, ampak za državljane pa ni bilo etičnega zakona, to smo ga pa mi prinesli. Zdaj boste to slišali, zdaj bojo pa za naše etične zakone začeli delati. Ne? Tako da ne preveč nasedati državi. Tisto, kar država naredi, je lahko samo na papirju etično. Mi pa smo dejansko to naredili, da je eno pravilno etično. To je to. Dragi moji, hvala za tvoj posluh.